Ostri pozdrav, kadi, su! Gospod minister za obrambo Republike Slovenije, garda Slovenske vojske je ob 15. maju, dnevu Slovenske vojske, postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča podpolkovnik Laster. Gospod predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, garda Slovenske vojske je ob 15. maju, dnevu Slovenske vojske, postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča podpolkovnik Laster. Garda, enote, mino! Ostri pozdrav, kadi, su! Gospod vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, garda Slovenske vojske je ob 15. maju, dnevu Slovenske vojske, postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča poveljnik garde podpolkovnik Laster. Spoštovani, v spremstvu ministra za obrambo magistra Mateja Tonina in načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Roberta Glavaša, na prizorišče današnje slovesnosti prihaja vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.
Spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, cenjeni visoki gostje, dobrodošli na osrednji slovesnosti ob letošnjem dnevu Slovenske vojske, ki jo bomo počastili tudi s topovskimi salvami. Pripadniki gardne enote Slovenske vojske bodo iz 6 protokolarnih topov izstrelili 3 topovske salve. Časnik! Ovdje mikrofon. Dan Slovenske vojske Slovenija praznuje v spomin na 15. maj 1991, ko so slovenski naborniki začeli usposabljanje izključno v Sloveniji v 2 učnih centrih takratne teritorialne obrambe. V 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru in v 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani. Slovenska vojska se v tistih skromnih a pogumnih začetkov vedno znova dokazuje, da zmore in zna uresničiti vse naloge, ki so ji dodeljene, ne glede na številne izzive in okoliščine, s katerimi se spoprijemamo. Aktualne razmere v naši, tako rekoč skoraj neposredni soseščini, potrjujejo nujnost obstoja vojske ter ustrezne opremljenosti in usposobljenosti vsakega vojaka. Tega odlikujejo pogum, tovarištvo, lojalnost, predanost, čast, kar so vrednote, s katerimi se poistoveti sleherni vojak. Ljubezen do domovine pa je tista vrednota, ki poleg naštetih odlikuje pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, tudi zato naši vojaki v javnosti uživajo visoko stopnjo zaupanja. Zdaj pa k pozdravnemu nagovoru vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Roberta Glavaša. Spoštovani predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za obrambo, gospod Matej Tonin, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani gostje. 15. maj, dan Slovenske vojske, je praznik, na katerem se vedno spomnimo skupnih začetkov pri ustanavljanju naše samostojne, suverene in neodvisne Republike Slovenije. Lansko leto smo praznovali 30. obletnico tega prelomnega mejnika v naši zgodovini našega naroda. Letos pa je priložnost, da se spomnimo naših dosežkov v preteklem letu in družno pogledamo tudi v prihodnost. Vse, ki smo se danes zbrali, da obeležimo dan Slovenske vojske, združuje povezovalni in odporniški slovenski duh, ki je vzniknil na plan z največjo močjo ravno v letu 1991.
Slovenci smo se izkazali kot trdni in kleni borci zoper zatiranje že prej v zgodovini. V letu 1991 pa smo se borili na naši slovenski strani za našo samostojnost. Varnostna situacija v Evropi 31 let kasneje potrjuje našo zavezanost zahodnim civilizacijskim vrednotam, ki so nas naučile skozi zgodovino, da smo najmočnejši takrat, kadar delujemo skupaj. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske delujemo tako za naše skupno dobro doma in v mednarodnem varnostnem okolju. Da bi bili pa pri tem uspešni, moramo biti vedno in ob vsakem času ustrezno usposobljeni, opremljeni in tudi oboroženi. Z zavedanjem o tem, kako pomembno je biti ustrezno pripravljen in opremljen, smo v Slovenski vojski v preteklem letu veliko pozornosti namenili pridobivanju novih kadrov, posodabljanju opreme in zmogljivosti, vojaški infrastrukturi, usposabljanju za več različnih vojaških vaj z mednarodno udeležbo in mnogimi drugimi dejavniki, ki vplivajo na našo pripravljenost in našo odzivnost. Vedno bolj smo vpeti v različne aktivnosti v okviru nacionalno-varnostnega sistema. Še vedno pomagamo policiji pri varovanju naših meja in v okviru zaščite in reševanja nudimo različne oblike pomoči tistim, ki nas potrebujejo. Evidentno je tudi Kočevje pred nekaj dnevi. Mednarodno varnostno okolje se ves čas spreminja. O tem govorimo že dolgo in še vedno je tako. Mednarodna varnostna skupnost se na te spremembe različno odziva. Za Slovenijo, ki je članica zavezništva in Evropske unije, je pomembno, da smo enakovreden in zanesljiv partner. Kot odgovor na spremenjeno varnostno okolje je v Evropski uniji nastal strateški kompas za varnost v Evropi, ki varuje svoje državljane in državljanke, vrednote in interese ter prispeva k mednarodnemu miru. V zavezništvu nastaja nov strateški koncept, ki bo predstavljen na vrhu NATO v Madridu junija letos. Pri nastajanju obeh pomembnih dokumentov je sodelovala tudi slovenska država. Zato smo tudi v Slovenski vojski veliko pozornost namenili trem slovenskim strateškim dokumentom, ki so nastajali v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in sicer resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanju Slovenske vojske do leta 2035, srednjeročnemu obrambnemu programu Republike Slovenije za leto 2022 do 2026 in, kar ponavljam, vojaški strategiji Republike Slovenije. Čeprav si vsi želimo miru, varnosti in blaginje, prihaja na tem lepem planetu tudi do trenj, nemirov in vojnih spopadov. Takrat se najpogosteje zavemo, kako pomembno je imeti svojo vojsko, dinamičen in sodoben nacionalno-varnostni sistem, ki se zna in zmore, ponavljam, zna in zmore zoperstaviti različnim varnostnim izzivom. Včasih za neprijetna presenečenja poskrbi tudi narava. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske smo vedno usposobljeni in pripravljeni na klic domovine. Spoštovani, na ta pomemben dan za Slovensko vojsko se zahvaljujem prav vsem, ki ste v preteklem letu kakorkoli prispevali k njenemu napredku, dodatni usposobljenosti, opremljenosti, odzivnosti in učinkovitosti. Iskrene čestitke v 15. maju, dnevu Slovenske vojske, vsem povišanjem in dobitnikom priznanj moje iskrene čestitke. Srečno Slovenija, srečno Slovenska vojska. Hvala. Hvala načelniku generalštaba Slovenske vojske. Tokratni dan Slovenske vojske je naš orkester počastil tudi s slavnostnim koncertom v petek 13. maja v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Tukaj in zdaj pa se je orkestru Slovenske vojske pridružila sopranistka Tina Debevec. Skupaj bodo izvedli skladbo, katere glasba je delo maestra Jožeta Prjuška. Ta sloviti pianist, skladatelj in dirigent je med drugim kot zunanji sodelavec leta 1996 sodeloval pri oblikovanju tega orkestra. Tudi avtor besedila skladbe, ki jo bomo slišali, je veliko ime slovenske popevke, in sicer Dušan Velkavrh. Dame in gospodje, nad mestom Sedani.
Nad mestom sedanji, koliko se zbudi želja vprašanj, ko gasnejo luči vseh sanj. Nad mestom sedanji, noda spregovori o ti in ti, če dobro me uči, ne vem. Bo videl zdaj večer, zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo svetu, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedanji, vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori s teboj. Bo videl zdaj večer, zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedanji, vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori s Dan Slovenske vojske je dan ohranjanja pozitivnih vrednot iz slovenske vojaške zgodovine, še posebej vrednot osamosvojitvenih prizadevanj. Je dan praznovanja in priložnost, da pripadnice in pripadnike Slovenske vojske osebno nagovori tudi minister za obrambo. Magister Matej Tonin, vabim vas pred mikrofon. Dobar dan, spoštovani predsednik Republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš, visoki gostje, predvsem pa drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki služite domovini doma in po svetu. Hvala, ker ste tu, hvala, ker vztrajate, hvala, ker skrbite za našo varnost, da vsi mi lahko mirno živimo naše življenje. Hvala,
ker Slovenske vojske niste pustili na cedilu, niti v trenutkih, ko je bilo zares težko. Hvala, ker ste služili domovini tudi takrat, ko se je Slovensko vojsko ožemalo do strganih čevljev in strganih uniform. Vaša zavezanost domovini je plemenita in spoštovanja vredna vrednota. Danes pa je tudi dan, ko se lahko zahvalimo vašim najdražjim, ki vas pri vašem poslanstvu tudi podpirajo. Brez njih zagotovo ne bi zmogli upraviti vašega dela. Hvala tudi njim. Dragi prijatelji, današnji dan Slovenske vojske lahko praznujemo bolj optimistično. V zadnjih 2 letih nam je skupaj vendarle uspelo ustaviti kadrovski prosti pad in začeti modernizacijo vojske. To nam je uspelo le zato, ker smo delovali kot ekipa in drugega podpirali v najtežjih trenutkih. Današnji praznik pa je tudi priložnost, da se zahvalim načelniku generalštaba Slovenske vojske, generalmajorju Robertu Glavašu in njegovi ekipi, ki mi je vse te 2 leti stala ob strani. Hvala sodelavcem v mojem kabinetu in v drugih službah ministrstva, ki so stoično prenašali moje konstantno priganjanje. Hvala tudi poslankam in poslancem prejšnjega sklica državnega zbora, ki so kljub napadom naše zakonodajne iniciative podpirali. Moja iskrena zahvala pa gre tudi vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, predsedniku Pahorju, ki je državniško podpiral vse projekte modernizacije Slovenske vojske. Združili smo moči zato, da imamo danes kaj pokazati. Spoštovani, ljudje so bistvo vsake vojske. Brez ljudi ni vojske. Prav zato je bila moja prednostna naloga izboljšanje statusa vojaka. Zavedal sem se, da je zadovoljen vojak najboljši promotor Slovenske vojske. Največji korak je bila zagotovo sprememba zakona o obrambi, ki je zahteval 2/3 večino. S temi spremembami smo uredili status vojakov po 45. letu. Sledila je sprememba zakona o službi v Slovenski vojski, s katerim smo zagotovili možnost dodatnega dopusta ter počitka pripadnicam in pripadnikom v mednarodnih operacijah in misijah, skrajšali čas nujne zaposlitve po štipendiranju, uredili možnost financiranja srednješolske izobrazbe za vse tiste, ki sklenejo pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, omogočili tudi dodatne ugodnosti za pripadnike oboroženih sil in predvsem njihove svojce, ter uvedli nadomestilo za prepoved stavke, zaradi česar so se dvignile tudi plače. Zadovoljen sem, da smo po dolgem obdobju uspeli obrniti kadrovski trend odhodov in prihodov in to končno v pravo smer. Veseli me, da smo konkretno, to je tudi merljivo, povečali zanimanje mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka, tudi zaradi prenove načina vstopa. Mladim tako ponujamo sodoben pristop ter kakovostno, dinamično, zanimivo in predvsem koristno usposabljanje. In to je najboljši vir za nove prihode v Slovensko vojsko. Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, primerno urejen status vojaka je temelj, na ta temelj pa se gradi hiša, ki se ji reče moderna tehnika in usposabljanje. Slovenska vojska za kvalitetno upravljanje z ustavo in zakoni določene naloge potrebuje dobro tehniko, ki dvigne učinkovitost dela, predvsem pa zagotavlja največjo možnost preživetja in varnost vojakov. Seveda o tem ni dovolj zgolj govoriti, ampak je v prvi vrsti potrebno poskrbeti finančne vire. Težak, vendar zelo pomemben korak je bil narejen s sprejetjem zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenske vojske od 21 do 26. Prav ta zakon je osnova za modernizacijo, saj se z njim do leta 26 zagotavlja 780 milijonov evrov za nujno modernizacijo vojske in seveda za večjo varnost. Za ta zakon smo skupaj bojevali silovito pravno bitko in jo, hvala Bogu, na koncu tudi dobili. In ta zakon predstavlja stabilne, srednjeročne vire za financiranje modernizacije. In prav modernizacija je danes že vidna. Najprej jo lahko vidite in čutite v vaši osebni opremi,
Ta vojašnica, kjer se danes nahajamo, Edvarda Peperka, bo v prihodnjih 2 letih zelo drugačna. Gradbena in obrtniška dela se začenjajo tudi po drugih vojašnicah in se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Posodabljamo strelišča in vadišča Slovenske vojske, prenavlja in nadgrajuje se ladja Triglav. Vozila GLTV Oshkosh so že tu, danes razstavljena in jih lahko vidite. Še več jih pride v prihodnjih letih. Posodabljamo in prenavljamo letala in helikopterje Slovenske vojske. Na podlagi lani podpisane pogodbe za transportno letalo Spartan vas lahko obvestim, da je letalo že na proizvodni liniji in da ne bi ga po zagotovilih direktorja Leonarda končali še letos. Spoštovani, pred 4 dnevi je bil velik dan za Slovensko vojsko. 15 let smo blefirali, tudi lagali sebi, pa tudi zaveznikom. Pa vendarle je prišel 11. maj, ko so bili izpolnjeni vsi formalni pogoji, da sem lahko podpisal memorandum o sodelovanju z organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju OCCAR. Kupili bomo 45 vozil Boxer. Številni me danes sprašujejo, zakaj sem to storil. Moj odgovor je, prvič, ker vozila Boxer Slovenska vojska potrebuje, da lahko izvaja z ustavo in zakoni določenimi nalogami. Drugič, ker je kombinacija zmogljivosti in zaščite vozila Boxer daleč najboljša in zato omogoča učinkovito delovanje in najboljšo varnost slovenskim vojakom. Tretjič, ker je v izredno poslabšanih varnostnih okoliščinah z izgradnjo slovenskih obrambnih zmogljivosti mislim resno. Četrtič, ker želim, da Republika Slovenija tudi z dejanji, ne le z besedami, podpira evropsko strateško suverenost. In petič, ker podpiram slovensko obrambno industrijo. Na tej točki je potrebno reči velika hvala ekipi na Direktoratu za logistiko in tudi na Generalštabu Slovenske vojske, ki so v zadnjih 2 letih trdo delali, zato da smo v sredo to pogodbo lahko tudi podpisali. Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, pred vami so časi, ko bo v Slovensko vojsko prišlo veliko tehnike. Dobro se morate pripraviti na prihod. Predvsem, to vam polagam na srce, pa držite skupaj. Medčloveški odnosi so ključni. Če jih boste negovali, če boste drug drugemu pomagali, če se boste veselili uspeha drug drugega, potem ničesar več ne more ustaviti Slovenske vojske, njene rasti in modernizacije. V tem mandatu so bili postavljeni vsi temelji za nadaljnji razvoj, tudi v nekoliko bolj viharnih časih. Letos februarja je bila sprejeta že omenjena resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja vojske do 35. Na podlagi te resolucije smo pripravili predlog srednjeročnega obrambnega programa do 2026, ki bo tudi sprejet že aprila. In oba dokumenta predstavljata ključno podlago za posodobitev in izboljšanje obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije ter prihodnjega razvoja, predvsem s poudarkom na pospeševanju in odpravljanju nakopičenih razvojnih zaostankov. Čestitam pa tudi Generalštabu za dobro in odlično vojaško strategijo. Ob tem je potrebno dodati še, da je ekipa državnega sekretarja Uroša Lampreta v okviru NATO-vega procesa obrambnega načrtovanja dosegla bistveno spremembo ciljev zmogljivosti 21 v primerjavi ciljev zmogljivosti 2017, ki se odraža v zamenjavi druge srednje bataljonske bojne skupine z bojnim izvidniškim bataljonom. Tudi druge menjave ciljev in njihove prilagoditve so šle v smeri njihove adaptacije srednjeročni viziji razvoja Slovenske vojske, predstavljene v novih dokumentih. Obrambne izdatke smo v letu 2021 v primerjavi s prejšnjim letom bistveno povečali. Leta 2020 so znašali 428 milijonov evrov, kar je 1,06% BDP-ja. Leta 2021 pa 648 milijonov evrov ali 1,29% BDP-ja. Leta 2022 bodo dosegli 1,3, leta 2023 1,4 in v letu 2024 načrtujemo 1,5%. Zagotovo
bo junijski vrst NATO zahteval še bolj ambiciozen dvig obrambnih izdatkov, kar bo streznilo marsikoga. Veselim se tudi finske in švedske odločitve, da se pridružita našemu obrambnemu zavezništvu. Vsekakor dobrodošli. Spoštovani, to so premiki, ki smo jih v teh 2 letih skupaj soustvarjali. Naša prizadevanja je bilo in je bil vse skozi prežeto z ljubeznijo do domovine. In to ne bo še naprej temelj, na katerem bomo gradili obrambo Slovenije in tudi skupno varnost, tako v Evropi, kot v širšem mednarodnem okolju. Vojna v Ukrajini, to je na evropskih tleh, ne pozabimo, utrjuje našo zavest o varnosti kot temeljni vrednoti. Znova je postalo več kot jasno, da je varnost temeljna vrednota, na kateri lahko gradimo blaginjo in napredek. In da brez varnosti ni ne blaginje in ne napredka. Slovenija žal nima več prostora in ne časa za razna preračunavanja in eksperimentiranja. Dovolj je govorjenja, kako se podpira Slovensko vojsko, po drugi strani pa se ji reže vire. Ni mogoče zgraditi obrambnih zmogljivosti brez sredstev za investicije. Dovolj je govorjenja, kako ni pravi čas za gradnjo srednje bojne bataljonske skupine. Za nekatere žal ni bil nikoli pravi čas. Za prihodnost Slovenske vojske je najpomembnejše, da so besede politike skladne z dejanji. Slovensko vojsko imamo in dolžni smo zanjo tudi skrbeti. Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, prišel je tudi trenutek mojega slovesa. Zadnje 2 leti bosta posebej zaznamovani v mojem življenju. Dolžnost ministra za obrambo sem rad opravljal. Užival sem v vaši družbi. Hvala, ker ste me sprejeli takšnega, kakršen sem bil. Iskreno vam čestitam v dnevu Slovenske vojske. Želim vam, da še naprej s ponosom nosite uniformo in služite domovini. Hvala, ker ste tu za nas. Srečno Slovenska vojska, naj živi Republika Slovenija. Hvala lepa, gospod minister. Od zanosnih besed k prav takšni glasbi. Slišali bomo namreč skladbo Slovenija, moja dežela. Delo skladatelja Janija Goloba je nastalo v 80. letih prejšnjega stoletja v sklopu promocije slovenskega turizma in je z lipovim listom kot simbolom slovenstva in z naslovnim sloganom sprožila nepričakovan širši čustveni odziv Slovencev ter prispevala k težnji po naši samostojnosti. Pomemben delež k takšnemu uspehu skladbe so prispevali tudi besedilo Dušana Velkavrha, glas Ota Pestnerja in nepozabni videoglas akcije Slovenija, moja dežela. Skladbo bomo slišali v inštrumentalni priredbi Petra Klajneja z Harsa.
Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežela je sloves njen, njeni ljudje smo njeno ime. Ponosno ime. Ponosno ime naše države ponosno nosi sleherni vojak, tako na ustih, ko ga vrhovni poveljnik pozove s slovitim za koga, kot tudi in predvsem v srcu. Njeni ljudje smo njeno ime. Ime, ki ga na najvišji ravni, doma in v tujini, predstavlja predsednik republike. Spoštovani, na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, minister, načelnik generalštaba, visoki gostje, gospe in gospodje. Naša država, Republika Slovenija, je varna država. Najprej zato, ker vodi miroljubno zunanjo politiko in rešuje vsa odprta vprašanja po mirni poti. Potem zato, ker Slovenija širi krog medsebojnega razumevanja, spoštovanja in prijateljstva za vsemi drugimi državami vse povsod po svetu. Slovenija je varna država, ker je zanesljiv zaveznik in partner v Evropski uniji in Zvezi NATO. In ne nazadnje, svojo neodvisnost in samostojnost si je svojo vojsko v vojni za Slovenijo izborila sama. Vi ste ponosni dedič te slavne tradicije. Zdaj ste močan vojaški steber našega sistema nacionalne varnosti. Slovenija se zanese na vas. Zavezniške vojske se zanesejo na vas. In doslej še nikogar niste razočarali. Z vašim delom na mirovnih misijah v tujini, z vašo profesionalno skrbjo za obrambne naloge doma, ter z vašo srčno pomočjo našim ljudem v stiskah, vedno vse navdušite. Zato, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, sprejmite ob vašem in našem prazniku iskrene čestitke in izraze hvaležnosti. Svojim delom ste si ustvarili ugled in spoštovanje med ljudmi. To je največ. To je največje priznanje. Ponosni smo na vas. Spoštovani, kot sem dejal, je Slovenija varna država in ni neposredno vojaško ogrožena. Toda v kratkem času od našega zadnjega srečanja so se varnostne razmere v Evropi še poslabšale. Ruska federacija je neizvano napadla Ukrajino in vojni zaenkrat ni videti konca. Zahodni svet, ki mu pripadamo, se je enotno in ustrezno odzval. Čeprav si vsi želimo, da bi se čim prej našla politična volja za prekinitev vojne in mirno rešitev spora, vojna sproža pomembne politične in varnostne spremembe. Interes naših dveh prijateljskih držav, doslej nevtralne Finske in Švedske, za članstvo v NATO je samo ena od teh sprememb. Če se bodo za to odločili, jim izrekamo dobrodošlico. In to niso edine napetosti v Evropi in svetu. Zgostitev socialnih in gospodarskih posledic svetovne zdravstvene krize in posledic vojne v Ukrajini poglabljajo nevarnosti za sprožitev drugih hibridnih ali celo vojaških konfliktov. Naj si Slovenija še tako iskreno prizadeva za mirno reševanje vseh sporov, ne sme si zatiskati oči pred sedanjimi napetimi razmerami.
V teh nepredvidljivih razmerah je z vidika naše varnosti, varnosti naše države in naših ljudi bistveno troje. Prvič, da imamo izurjeno, usposobljeno, opremljeno in motivirano slovensko vojsko kot vojaški steber naše nacionalne varnosti. Drugič, da smo zanesljiv zaveznik v zvezi NATO, da se lahko zanesemo na vzajemno pomoč drugih držav zaveznic in da se one lahko zanesejo na naše. In tretjič, da smo aktiven član evropske družine, da si prizadevamo za njen vsestranski razvoj, tudi obrambni, ker v Evropski uniji Slovenci lažje in boljše uveljavljamo naše nacionalne interese. Evropska ideja in Evropska unija že skoraj 80 let neprekinjeno zagotavljata mir, varnost in blaginjo evropskih družini narodov in držav, tudi naših. Spoštovani, dolga leta po finančni krizi za krepitev borbenega karakterja Slovenske vojske ni bil najboljši čas. Toda v zadnjih par letih so se zgodili glede tega veliki premiki. Državni zbor je s sprejetjem nekaterih ključnih strateških dokumentov začrtal sodoben in dolgoročen razvoj Slovenske vojske. Na tej podlagi so bili sprejeti izvedbeni programi. Po dolgih letih oklevanj je bil naposled sprejet sistemski zakon, ki zagotavlja materialno podlago za nujne potrebne investicije za opremo slovenskega vojaka, njegovo oborožitev in zmogljivost Slovenske vojske za obrambo države. V ta pomemben okvir sodi tudi nakup bojnih kolesnih vozil 8x8 Boxer. Investicija je ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske. S tem bo zagotovljena večja bojna pripravljenost in ni nepomembno, bolje bo varovala vaša življenja. Potreba ni od včeraj in temelji na ustreznih strokovnih podlagah. Intenzivnejše aktivnosti glede tega so potekale več let. Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil ostajam pri moji podpori tej investiciji in menim, da nakupa ne smemo odlagati. Pri tem moram posebej podčrtati, da ste bili v tem času odrekanja prav vi, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, v tem času nižjih izdatkov za obrambo tisti, ki ste svojo profesionalno držo, ne glede na vse, zagotavljali izpolnjevanje zaupanih vam nalog, za kar sem vam tudi danes posebej hvaležen. Tudi glede nagrajevanja vašega dela so se začeli obetavni premiki, s katerimi je treba nadaljevati. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, Slovenska vojska bo danes dobila 3. generalmajorja v najvišjem vodstvu. Poleg načelnika in poleg poveljnika poveljstva bo z ukazom, ki sem ga podpisal, v čin generalmajorja napredoval brigadir Roman Urbanč, namestnik načelnika generalštaba. Namestnik načelnika je izkušen častnik, ki je svojo vojaško kariero gradil desetletja. Izkušnje je pridobival doma in v tujini zato, da lahko danes opravlja pomembno funkcijo in prispeva k razvoju Slovenske vojske. Čin generalmajorja je priznanje, predvsem pa je velika zaveza za prihodnje delo in brezkompromisno predanost Sloveniji in Slovenski vojski. Cenjeni generalmajor Urbanč, izrekam vam iskrene čestitke in vam želim veliko uspehov. Slovenska vojska ima s tem od danes na 3 najpomembnejših mestih 3 generalmajorje. Zato upravičeno pričakujem od vas, spoštovani generali, da boste vojsko vodili odločno, odlično in pravično. Da boste storili vse za njeno krepitev in izurjenost, ter boste skupaj z vsemi pripadniki Slovenske vojske naš ponos in naša garancija suverenosti in varnosti. Pred vami je velika odgovornost, imate pa naše zaupanje, imate pripadnike, predane pripadnike Slovenske vojske in imate vso podporo. Na vas je, da izpolnite naša pričakovanja. Na koncu
Naj vam še enkrat izrečem zahvalo za vaše delo in priporočilo za enako profesionalno zavzetost v prihodnje. Ob vašem prazniku torej sprejmite moje in naše iskrene čestitke. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Iskrene čestitke, vse dobro, srečno Slovenijo. Hvala lepa, gospod vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije. V kulturnem delu današnje slovesnosti se vračamo k slovenski popevki. Premierna izvedba skladbe, ki sledi, je bila na prireditvi v festivalni dvorani na Bledu pred natanko 60 leti. Prepričan sem, da si bomo velika večina zabrundali na pev, saj sledi inštrumentalna izvedba skladbe Zemlja pleše, katere avtor priredbe je Mojmir Sepek.
V Slovenski vojski podčastniški zbor vsako leto izbere vojaka in podčastnika leta. Upoštevajo se vsi merljivi uspehi in dosežki posameznih pripadnikov v preteklem letu. V nadaljevanju bomo izpostavili dva, ki sta si v preteklem letu svojo profesionalnostjo zaslužila laskavi naziv najboljši vojak in najboljši podčastnik leta 2021. Na oder vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Roberta Glavaša in glavnega podčastnika Slovenske vojske, štabnega praporščaka Danijela Kovača. Naziv najboljši vojak leta 2021 si je prislužil poddesetnik Tilen Mravlje iz specializirane enote vojaške policije in naziv najboljši podčastnik leta 2021 pripada štabnemu vodniku Tomažu Ražmanu iz 430. mornariškega diviziona. Prosim, da pristopite. Najboljši vojak Slovenske vojske leta 2020, poddesetnik Tadej Ščančar in v imenu najboljšega podčastnika Slovenske vojske leta 2020, vodnika Klemna Mihaliča, enotovni podčastnik njegove enote, višji štabnik vodnik Andrej Kvartuh, bosta predala prehodna pokala. Poddesetnik Tilen Mravlje je visoko motiviran in usposobljen pripadnik specializirane enote vojaške policije. Zadolžen je za področje zvez in komunikacije ter navajanje zrakoplovov, vključno s posredno ognjeno podporo. Z veliko volje in osebne angažiranosti pripomore, da imajo pripadniki enote ustrezna napredna usposabljanja z področja zvez. Zaradi potreb dela se dodatno izobražuje z področja navajanja zrakoplovov in posrednje ognjene podpore. Je odlično psihofizično pripravljen, kar dokazuje s 300 točkami pri opravljanju preverjanja gibalnih sposobnosti, s čimer je dober zgled mlajšim pripadnikom specializirane enote vojaške policije. V prostem času je aktivni član prostovoljnega gasilskega društva Planina Čeples, kar kaže na njegovo družbeno odgovornost in je član pustno-kulturnega društva Laufarija Cerkno, s čimer dokazuje zavedanje pomembnosti zgodovine in kulturne dediščine za slovenski narod. Je dostojanstven in zaupanja vreden pripadnik Slovenske vojske, ki si šteje v čast, da lahko služi svoji domovini. Njegova zagnanost in predvsem lojalnost enoti tvori jedro notranje povezanosti posameznikov in s tem trdnost enote. Z upoštevanjem slogana vojaške policije, častno in predano, izkazuje lojalnost ne samo v domovini in Slovenski vojski, temveč predvsem in vedno izraža lojalnost do svojih sodelavcev. Štabni vodnik Tomaž Ražman je pripadnik odreda za specialno podvodno delovanje, ki je del 430. mornariškega diviziona. Imenovani opravlja naloge protiminskega potapljača, specializiran pa je za delo s podvodnimi sonarji, uničevanje improviziranih eksplozivnih naprav, nevtralizacijo neeksploziranih ubojnih sredstev ter uničevanje in nevtralizacijo leteh z razdalje z uporabo ostrostrelne puške 12,7 mm. Z odliko je opravil nadaljevalno usposabljanje za pirotehnike v Rimu, kjer je pridobil licenci za odstranjevanje in nevtralizacijo konvencionalnih neeksplodiranih ubojnih sredstev in improviziranih eksplozivnih naprav, ter s tem pridobil pogoj za prvo kategorijo usposobljenosti potapljačev Slovenske vojske, višji protiminski potapljač. Svoje bogato specialistično znanje z področja boja proti improviziranim eksplozivnim napravam je v letu 2021 uporabil na mednarodni misiji EUTM Mali. Po prihodu iz Malija je sodeloval na protiminskem usposabljanju v Mednarodnem centru za vojaško potapljanje v Franciji ter s tam pridobljenim znanjem pripomogel k uvedbi v uporabo novega dihalnega aparata Amfora in ročnega podvodnega sonarja RT-SIS Sonadive.
Štabni vodnik Tomaž Ražman aktivno deluje v dejavnostih povezanih z razvojem strelstva v Slovenski vojski. Je nosilec razvoja ostrostrelskih veščin v 430. mornariškem divizionu za potrebe specialnega delovanja v zelo plitvih vodah. Je tudi nosilec srebrnega in bronastega strelskega znaka Slovenske vojske. Poleg vsega naštetega je štabni vodnik Ražman tudi inštruktor za bližinsko bojevanje v naseljenem območju ter inštruktor za nasilno udiranje v objekte. V prostem času opravlja delo predsednika v lovski družini Kozlek. Spoštovani, to sta najboljši vojak in najboljši podčastnik Slovenske vojske leta 2021. Iskrene čestitke obema. Še enkrat iskrene čestitke. Od ponosa, ki se je iskril v očeh najboljšega vojaka in podčastnika, pa k zlatemu prahu v očeh. Glasbo za skladbo je napisal Jože Privšek, besedilo Miroslav Košuta. Prvič je zazvenela na prireditvi Slovenska popevka leta 1969, zapela jo je Elta Viler. V njene velike čevlje bo čez nekaj trenutkov stopila diplomantka etnologije in magistrica solo petja, ki svojim glasom očara tako poslušalstvo operne in klasične glasbe, kakor tudi muzikala, popevk in narodno-zabavne glasbe. Tina Debelec. Zlati prah poti, vonj po tujih tleh, zgodba praznih dni, liga nami. Zlati prah imaš v očeh, morda je odzvest ali od želja. Sasem iz zlata, zdaj sem srečen smeh, s tamo zagorim, kakor trava, kadar dolgo ni dežja. Zlati prah imaš v očeh.
Povišanje v činu je eno izmed priznanj, ki ni samo po sebi umevno, temveč posledica številnih prehojenih korakov po zahtevni vojaški karierni poti. V Slovenski vojski imamo veliko izjemnih posameznikov. Kljub temu je takih, ki uzrejo dan povišanja v generalski čin, malo. Zato je potrebnih mnogo kompetenc, ki izhajajo iz delovnega mesta in izkušenj pridobljenih na karierni poti. Generalski čin si je z dozdajšnjim trdim delom in rezultati le-tega zaslužil brigadir Roman Urbanč, ki ga vabim na oder. Prosim tudi vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije, da izvede povišanje. Note, mirno! Ukaz o povišanju. Na podlagi 102. in 107. člena Ustave Republike Slovenije na predlog ministra za obrambo številka 811-5/2022-45 z dne 3. maja 2022 in po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije številka 81.101/2022-2 z dne 7. maja 2022 izdajam ukaz o povišanju v čin generalmajorja brigadir Roman Urbanč, rojen 28.8.1967, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, se poviša v čin generalmajorja. Borut Pahor, predsednik Republike. Številka 804-11-6/2022-3, Ljubljana, 13. maj 2022. Namest! Mod! Namest! Prosto! Generalmajor magister Roman Urbanč je zaposlen v Slovenski vojski 28 let. V svoji vojaški karieri je opravljal poveljniške dolžnosti na vseh ravneh poveljevanja, od poveljnika voda, čete, poveljnika bataljona, poveljnika učnega bataljona, namestnika poveljnika brigade Slovenske vojske in poveljnika brigade Slovenske vojske ter različne štabne dolžnosti na taktični, operativni in strateški ravni. 10. maja 2021 pa je bil imenovan za namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Mednarodne izkušnje je pridobival na različnih dolžnostih v tujini, kot namestnik nacionalnega vojaškega predstavnika in kot nacionalni vojaški predstavnik pri zavezniškem poveljstvu za operacijo Monsu, SHAPE. Hkrati pa je opravljal tudi dolžnost namestnika poveljnika MSSVT in vojaškega predstavnika pri NATO in EU. V okviru sodelovanja na MON je deloval kot načelnik sektorja v poveljstvu operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini in hkrati poveljnik slovenskega kontingenta. Generalmajorja Romana Urbanča odlikuje sposobnost strateškega razmišljanja in oblikovanja strateške vizije na eni strani, kot tudi sposobnost implementacije strateških in operativnih odločitev na drugi strani. Pridobljene izkušnje, tudi iz mednarodnega okolja, mu omogočajo iskanje širšega soglasja z namenom doseganja skupnih ciljev. Pri svojem delu gradi in neguje dobre odnose med sodelavkami in sodelavci, ter jih uspešno vodi in usmerja s ciljem doseganja želenih rezultatov. Med pripadniki Slovenske vojske in sodelavci v obrambnem sistemu Republike Slovenije je cenjen zaradi svoje preudarnosti, poštenosti in strokovnosti.
Je častnik z visoko integriteto, čutom za odgovornost in moralnim pogumom. V vojaških kolektivih je prepoznan kot vodja in kot oblikovalec timov. Deluje z neposrednim pristopom, svojim znanjem in izkušnjami, pa tvorno in vztrajno sodeluje pri razvoju Slovenske vojske. Za svoje delo je generalmajor Roman Urbanč prejel številna priznanja, med katerimi so bronasta medalja generala Maistra, zlata medalja Slovenske vojske, medalja v službi miru ter medalji italijanskega in avstrijskega ministrstva za obrambo. Generalmajor Roman Urbanč je poročen z ženo Magdo, s katero imata 3 otroke, z ženo in sinom Lovrom živi v Gržiči vasi pri Krškem. Še enkrat iskrene čestitke generalmajorju Romanu Urbanču. Čeprav umetnost med drugim označujemo kot mehko moč, lahko zveni tudi trdo. Udarec na opno bobna je običajno pod kožo zažrt klic k mobilizaciji, k urejanju, k kolektivu, v katerem pozabimo osebne nagibe in zasebne misli. Tako so v slovenskem ljudskem izročilu nastale pesmi o vojaščini in vojskovanju. Ena takšnih je tudi Oj ta soldaški oziroma vojaški boben, ki so jo slovenski fantje prepevali v obdobju Velike vojne. Za konec kulturnega dela slovesnosti bomo prisluhnili tej skladbi v priredbi mojstra Bojana Adamiča.
enote, mirno! Časti! Del! Za odhod bojne zastave Slovenske vojske, pozdrav, Nadi, so! Spoštovani, No! Danes, mod! skupaj z vami smo slovesno zaznamovali današnji praznik, Dan Slovenske vojske. K praznovanju nedvomno sodita tudi neformalno druženje in pogostitev, h katerima vas vabimo v nadaljevanju. Vsem pripadnikom, še posebej tistim, ki danes niso tu z nami in opravljajo nevarne naloge doma in v tujini, pošiljamo iskrene čestitke ob dnevu Slovenske vojske. Spoštovani, s prizorišča odhaja vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije. Enote, mirno! Del! Luka Bejš. Mir! No! Za odhod vojnih zastav, enot, zdrav!
Mir! No! Namest! Nor! Poveljujoči, prezimite enote. Podpolkovnik Krajc, naprej! Prosto! Prosto!